Z nami sta finalista za priznanje Taras iz podjetja INAP, z nami Gregor Podlogar in iz Inovacijsko-raziskovalnega inštituta Univerze v Ljubljani gospod Jure Vetršek. Predstavili ste multiparametrski senzor kakovosti notranjega okolja. Kako dolgo ste ga razvijali? Ja, z razvojem tega senzora smo se ukvarjali kar nekaj časa. Sicer smo prišli do te rešitve, mogoče preko spoznanj smo razvijali celotno rešitev za objekte, tako da tale senzor pa recimo, da je bil kakšno leto, da je bil razvit. Kateri del je prispevala akademska skupnost? Celovit pogled, se pravi, kako kombinirati informacije o kakovosti notranjega okolja, zdravju, kako jih na neinvaziven, se pravi, Common Technology Principles, predstaviti uporabniku. Kaj je uporabno, kateri indikatorji, ker nažalost vse ne zanimajo ravno vse informacije, ki jih lahko pridobimo s senzorji. Se pravi, ta uporabniški del in integracija v druge sisteme, možnosti. Sodelovali smo tudi pri izboru rešitev, nabor senzorjev, tako da svetovalna vloga. Kako kompleksna je sama rešitev, koliko različnih tehnologij vsebuje? Ja, sama rešitev je zahtevala multidisciplinarna znanja, sama razvojne ekipe, pa tudi raziskovalne ustanove, ki so delovali pri razvoju. Tukaj je pa integriran recimo razvoj samega tiskanega vezja, potem programsko opreme za senzor, potem je treba to tudi nekako celovito spraviti recimo v sistem avtomatizacije v objektu oziroma na sistem v oblaku. Tako da je kar kompleksen sistem, no, pa zahteva kar različna znanja, da se razvija tako rešitev. Kako boste na univerzi porabili novo pridobljena oziroma osvojena znanja? Ta znanja v bistvu že uporabljamo, ker smo točno te senzorje že implementirali v fakultetne stavbe in jih uporabljamo za zadeve, katere predstavljamo tu, se pravi spremljanje kakovosti notranjega okolja in potem povratne informacije za vplivanje na vedenje ljudi v smeri bolj zdravega, kakovostnega notranjega okolja in pa nižje rabe energije. Se pravi, da ni stavba podrejena oziroma raba energije podrejena ugodju, ampak je stavba namenjena ljudem in kakovostnemu notranjemu ugodju, zadovoljstvu, produktivnosti, ker vemo, da slabo notranje okolje bistveno vpliva tudi na produktivnost in pa kognitivne, se pravi, miselne sposobnosti. Ljudje si od nekdaj želimo bolj pametnih in udobnih stavb, pa smo zanje tudi pripravljeni plačati. Uporabe dodane vrednosti vsekakor, ja. Super. Najlepša hvala za razvito rešitev in uspešno delo še naprej.